Lepa. Jaz sem sam sebe snimal. Pozdravljena nazaj na mojem kanalu. Z Marcelom smo še vedno na Pagu. Malo uživamo v počitnicah. Pač moram povedati, da se imamo noro. Kaj delamo največ časa, se vozimo jetskijom. Dobesedno celi čas, ko imamo priložnost, se vozimo jetskijom. Benzina smo že ne vem koliko pokurili. Drugač, oni Žan, ko je z nami, Žan Mojzer, tu ima tudi njegov Instagram, on je big v tem jetskiju, ker dela neke take trike, nekaj tam se obrača, vozi puni gas, ne vem kaj vse dela. In res imam par takih res dobrih klipov. Pol zvečer se malo vozimo z skiroji, oziroma z skirojem, ki ga bom predstavil pol, ker imam en čisto novi skiro, ampak to bom pol predstavil. Zdaj moram povedati eno zgodbo, kaj se je zgodila. No, tako je bila, ura je bila približno 8 zvečer, ko si ti skakal dol iz onega, ko pa smo pol nazaj prišli. Ura je bila približno 8 zvečer, ko smo se mi odločili, da gremo na jetski. Veš, ko je ura 8, še ni taka tema, ne, lahko ti še normalno voziš do 9, ne, pol ob 9 je tema. In mi se idemo voziti vsi trije na jetskija, tam pa ena taka stena, mi temu rečemo, ne. Ti jo tam gor spriješ in pol skočiš, imaš, ne vem, 1 meter pa vse do, ne vem, 10 metrov, ok je bilo najviše, ne, še več, ja. In gremo pač za finto tja, starši pač so mislili, se gremo voziti, smo se šli malo voziti, gremo do one stene in rečemo, Marcel, da ji skočiti, ne, ok, dobro. Gremo skočiti, pleže, gor ga prsti bolijo, ker so te skale, ko te pikajo, ne, od te ostre skale, vse gor pleže in pol se on odloči, da bo skočil. In jaz še mislil, pol snema za Snapchat, ne, se je vala na GoPro, bom snemo za video, ne, pa še imam za Snapchat. In gled to finta, ne. Veš, da ti, če na Snapchatu snemaš, pa stisneš dvakrat gor na ekran, se ti kamera obrne, ne. Naprimer, zdaj sem k meni, se obrne kamera. In jaz tak snemam, s toto kamero, ne, zunanjo, snemam Marcela, ajde skoči, 3, 4, zdaj. Pa lih takrat po pomoti obrnem kamero in stisnem dvakrat na ekran in mi to sprednjo kamero, facecam mi prižge in tako sebe snemam, pa rečem Madonna. Ulepa se nekaj, ulepa. Pa tako pogledam, ne, fuck sebe se snemam. 3, 4, daj. Lepa. Jaz sem sam sebe snemal. Sam sebe snemal. In hvala Bogu smo na koncu snemali z GoProm. Jaz sem sam sebe snemal. Stari, glej. Čakaj, gled to. No kaj, finta tega, je bila to prvo, da je bilo ful visoko, ne, da bom spošel skočiti, pa kaj smo gor prišel, ker tiste je bilo res nevarno, ker je bilo strmo fajn. Po ko smo išli domov, tja smo šli s tubo, se vozimo malega meča, ne. Vrvica se nam je že dvakrat trgala in smo enkrat nazaj dali. Oh shit! Alo, tik sem trgal. Moj se je trgal, stari. Ne.
se gremo tja, on skoči, zdaj pa gremo nazaj, ker je že tema, ne? In gremo nazaj, se vozimo se še enkrat v trga. Si ready? Je še kuj gor bil. Živim tvoje roke, jutri. Koliko si se obdržal, ali ti si že bil tako, obrnjen, Dobro, smo rekli, ok, ne bomo zdaj vezali, ker smo že blizu doma, približno, ne? Tako ponovaj rajiš 5 minut do doma, če puni gas voziš, ne? Če ne še prej. In dobro, jaz držim to in vala to, če držiš, koliko imaš ti, 8 kil? 8 kilskega deda, ne? Z eno roko malo težko in ti vse riba, ne? In ti vse žge noter. In so mogli počasi vala voziti in potem sem ja obava z žalom to držala in se vozimo tako mogoče 5 mil na uro, ful počasi, vedno bolj tema je, ne? In pol mi prijemo, starši celi skrbljeni že, ne, prijemo do doma, oziroma do tega obale, ko smo, pa vsi, kje ste ti bili tako dolgo, nekaj ti z vami je, ne, mi smo mislili, kaj narobe, pa taki finta, ne. In prva stvar, kaj je rekel njegov ata je, ne, ko smo se še vozili tja, zakaj se niste vsi trije vsedli gor, ne. In mi butli se nismo tega spomnili, ker nismo razmišljali, mi smo se stalno vozili na tem jetskiju, ko je za 2, smo se vedno trije vozili, ampak ne, da bi zdaj nekdo držal tu, pa se bi trije vozili, mi smo njega vlekli, ne, in se vozili 5 mil na uro. In smo uporabili pol ure, smo do tja, če še ne več, kaj ti pol ure. Pol ure smo prišli do tja, ampak pol vrejo, kaj ti zdaj, se zgodi. Z Marcelom smo bila tudi na eni lepi plaži, Jadra se imenuje, ne? Malo smo snimala pod vodo, se malo tam potapljala, ker res pod vodo pa res se lepo vidi. Tu ima tudi par lepih posnetkov, si sem bili od tega, je. Zato. Tu ima tudi par posnetkov, ker je pod vodo bilo res ful lepo, kot da bi bil na nekih Havajih, pa kaj dobesedno. Enkrat smo pa, je en naš prijatelj, je napisal Marcel, da zdaj pridejo, ne, z družino mimo Paga, z njihovo jahto oziroma ladjo, ne. No, mi sva plavala do one ladje gor, ladja je bila sanska ladja, ko ima imela z Marcelom pol, tako da smo pač si šla malo nagledati, kako izgleda, ne. Šla smo se malo tako, da se navadimo, ne, čim več imamo te jahte hoditi, da se pol navadimo, da tudi vas povajamo na najne jahte. Je pa bilo takrat, ni bilo neko tako čudno vreme, pol postalo, ne. Naenkrat ni bilo tako sončno več, drugače tako skakali malo dol, ampak so rekli, da to ni skačal iz strehe dol, ampak to še nismo probala, to bomo naslednjič probala. Zdaj bom pa pokazal eno stvarco, oziroma en skiro, ki se vozim že 10 dni tukaj na morju in jo vsak dan uporabljam, tako da bom malo pokazal, kako to izgleda. Evo, tu imam skiro od Blaupunkta. Jaz sem ga že v Sloveniji unboxal, tako si kar pogledajte. Sploh nisem videl tega tukaj. Mislim, kako sem se lahko spet zaletel eno stvar. Jaz ne razumem. Kot vidite, imamo električni skiro. Evo, tako izgleda ta električni skiro. Zdaj še moram samo sestaviti, s to borcelo ni nekaj ful zahtevno. Zdaj pa samo to potegnem gor, pa še dam varovalo preko, da je ja varno. Matona, to kompaktno. Evo, zdaj pa še vam pokazal, kaj ima tukaj na bilanci oziroma krmilniku. Evo, tu ima taki ekranček, seveda prej bomo bolj prižgali. Evo, to je navaden mod, to je malo bolj počasi, veš ono za chillanje po mestu oziroma eko mod. Naslednjo je že malo hitreje, si tudi višjo lučko, ne? Je že malo hitreje, da se lahko malo hitreje pelješ, po na koncu pa še imaš rdeči mod,
Ono, to pa je, koliko gre, najhitreje, koliko gre. Seveda, tu gor še ima pol zvonec, kar se mi zdi svetovno, pa celo dober zvonec ima to. Nikuj neki. Kaj se mi pa zdi še ena prednost glede tega električnega skiroja, ne samo to, da ti motor sam zavira, ampak da še ima sam zavoro tukaj zgoraj. Ima pa še eno zavoro tukaj zgoraj, ki je na disk, pa pridi sem bližje pogledat. Le to, ko stisnem zavoro, ti je rdečo, levo tripa, vidiš, tukaj pa je disk. Le to. Mislim pač za varnost je zihar poskrbeno, ker tudi taki le, taki malo bolj močni, kar mi je všeč. Ima pa še eno veliko prednost, ki je vsi nimajo. Pridi to pogledat. Saj veš, da si včasih, ne vem, imaš malo manjše stanovanje, ali pa hočeš to pustiti v garaži, ali pa bilo kje v avtu, pa samo čez cele stvari, gor odnest, pa da jo daš polniti, le to. Evo, to odpreš in ven potegneš nič druga, kot pa baterijo. In gled to, greš na stanovanje in jo daš tukaj polniti. No, če ti ta odzem baterije ven ne koristi, pa živiš ne vem, v neki hiši, pa imaš čisto ok, da ga lahko gor neseš pa vse, lej, samo tu ven vzameš ta in daš noter polniti. Čisto enostavno, valjda polnilec, pa dobiš tisti škatlici, ko sem pokazal. Prej smo pa v tej škatlici valjda dobili polnilec, pa imbus ključ in pa še tak nastavek oziroma neke vrste podaljšek. Ja, kaj ti je to? Glej, pri zadnjem kolesu je problem, da je to ful kratko in ti ne možeš navadnim kompresorom napolniti, ampak valjda, problem rešen, saj dobiš to poleg, enostavno odšraufaš to, daš gor, kompresor tu noter, bum, polna guma, se valjda. Pa ne se vozite s praznimi gumami, če imaš prazne gume, ti ne bo nikam letelo. Iz izkušenj. Kot sem že prej povedal, imaš zavorno luč in imaš še sprednjo luč, vej, tu spodaj je skrita, ena, dvakrat stisneš ta gumb in luč ti gori, to bom 100% probal, ampak kaj bom probaval spet v Sloveniji? To sem že probaval, vse različne stvari. Po pravici povedano, svojih občutkov ne morem vseh povedati, lahko vam samo povem, da zgleda odlično, zgleda kompaktno, zgleda močno, zgleda pravi bist. Drugo ne morem povedati, ker ne vem, kako se vozi, ker še ga nisem vozil in zakaj bi ga spet neki v Sloveniji vozil, to sem že vse vozil, vse električne stvari skoraj že. Tako da, jarim zdaj na morje in ga lahko tam sprobam, ker se mi zdi odlična priložnost. Skupaj zložim, dam petlažnik in grem. Ta se vidim na Hrvaškem. 2 weeks later. Evo, vas smo pa nazaj na Pagu, ker sem ti rekel, da ga bom uporabljal. Po resnici povedano, nisem še vozil boljšega skiroja, dobesedno sem že vozil par skirojev, ampak dobenega še nisem vozil, ko ima večje gume, tako ima toti. Tako sem že vse v unboxingu pokazal, kaj ima bremza zvonec, bremza na disk, tu daš gas, menjave, bla bla bla, vse ima, ne. Ampak kaj mi je pač ena izmed najboljših stvari, ki sem jo dobil, zraven pa je ta torbica. Plavpunktova torbica, glej, v tej torbici sem jaz spravil noter kamero, ko zdaj snimamo z njo, vse mikrofone. Zadnjič pa sem še spravil 2 kavi, ko smo šla z Marcelom po kavo za starše. Ta dobesedno lahko ful dosti dobiš noter. Danes je Marcel rekel, ko sem noter kamero pa vse noter, je rekel, ti si vse dobil noter, ali kaj? Jaz mislim, da bom ja moja to nositi, pa sem rekel, ne stari, jaz sem takle torbico, kaj ti niješ. Ne, ampak moj občutki, zdaj bom po resnici povedal, leti dosti boljše kot skiroj, ki sem imel prej. Dosti hitrejši je, pospeške ima večje, hiter je, dobesedno je hiter. Čeprav je samo 25 km/h, to je že hitro, ne? Ampak pospeške ima zelo dobre, boljše kot oni prejšnji skiroji, ko sem jih imel. Baterija drži dolgo, ker sem se vozil, celi večer smo se vozili, tako, koliko, 2 urci, pa 3 urce, zige sem se s tem vozil. Tada lepo leti, baterija dolgo zdrži, pa tak. No pač čisto enostavno je uporabiti, ne, pa ga poleg vzeti, samo zložiš ga, pa daš prtljažnik, pa reš na morje, pa bilo kam, ki ga rabiš. Ali se ja pač peleš do morja. Nekaj še vam povedati, kaj sem gotovil za kome, ko sem bil na morju. Jaz se tako vozim, pa držim gas, ne, tak na 20 km/h sem držal, pa me je tak 3-krat zapiska, ne, pip, pip, pip. Vem, kaj to je, ne, težje je nekaj, ne. Pa hočem iti v ovinek, pa spustim gas, ne, povem, da še gas kuj drži, hitro bremzo stiskam in sem ugotovil, da ima dobesedno tempomat, tako imate veš na avtih, se ne da dolgo gasa držati, ne. Ima tam naštima, nastavi gas, ne vozim še avta, nimam pojma, kako se nastavi, ne. Ta električni skiro Blaupunkt lahko kupite v vseh večjih trgovinah, kot na primer v Big Bangu. Evo, in to je moja nova električna stvar, oziroma novi električni skiro. Jaz se bi vas zahvalil Žanu, ko sem ga že prej omenil,
Tu ima tudi njegov Instagram, vidite se vsi followat, ker je res legenda, ker me pustila, se vozimo na njegovem jet skiju. Da vam povem na hitrico, jaz sem njega poznal tako pred 3 leti približno, ko smo mi dva igrala skupaj igrice, igrala smo GTA, Call of Duty, pa take finte. In potem smo se nehala nekaj meniti, in zdaj tako se mi pripeljamo od te hiše, ko smo, se pripeljamo, tako 3 pesi prilaufajo k meni, taki mali so, ne, tako prilaufajo k meni, pogledam, kaj ti to je, ne, tako ful so mi znajo ti pesi. Pa sem mislil, dobenega ne poznam, ne, pa tako prije on ven, pa tako, o, servus, kak si jaka, pa gledam, čakaj, imaš, si to ti ali nisi ti, ne, pa tako se začela meniti, pa se spomnila, ti si, točno jaz smo igrice špijala pred 3 leti, ta res ti si prava legenda, ta hvala ti smo se lahko mi z Marcelom pa Lenina vozila na tvojem jet skiju. Ko pa prijem domov, bo pa stream na Jack on the Gamebox, tudi tam se vsi naročite, pa uporabite moj supporta creator kodo v Fortniteu, ki se imenuje Jack on the Gamebox, vse skupaj, vse z malo. Drugač pa to je bilo to, upam, da ste uživali v tem videu, če ste, ga lajkajte, idite na moj Instagram in Facebook profil Jack on the Box, idite na moj drugi YouTube kanal Jack on the Gamebox in naročite se na ta kanal Jack on the Box, pa se vidimo naslednjič. Adio, bog, amijo, Marijo.